Lepo pozdravljeni v oddaji 7. Udeležili smo se sprejema na državnem vrhu s predstavnikom invalidskih organizacij, vključili smo prispevek o prevarah na avtošolah, bili smo še na baletni predstavi v znakovnem jeziku. V kratke novice smo vključili 2 mednarodni novici in rubriko Nasveti. Ostanite z nami. Invalidi so najštevilnejša manjšina na svetu. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije za lažjo ali težjo obliko invalidnosti trpi vsak 6. človek ali več kot milijarda svetovnega prebivalstva. Ob Mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, so predstavnike invalidskih organizacij sprejeli predsednica vlade Alenka Bratušek, predsednik državnega zbora Janko Veber in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je zbrane nagovoril. Vsi smo drugačni, vsi imamo enake pravice. Dan, kot je danes zastavlja vprašanje, ali imamo tudi vsi enake možnosti. Žal se še vedno, tudi po 20 letih in v domnevno modernem, sodobnem in 20. stoletju, prepogosto srečujemo z izključevanjem in prepogosto z predsodki do ljudi, ki se tega ne zaslužijo, za predsodke pa, to je sicer izplačilno znanje tudi ni nobenih racionalnih razlogov. So pa zelo trdovratni. Glede na vse našteto kot predstavnik bi ne samo v dnevu invalidnosti, ampak tudi sicer razumeli, da imamo na nek način dolžnost, predvsem pa imamo priložnost, če smem to reči, ne vem, ali je to najboljša beseda. Imamo možnost, da s tem, ko vključujemo tudi drugačne, recimo invalidne ali prikrajšane, ali ljudi s posebnimi potrebami, ali tako ali drugače ljudi v družbo in omogočamo, da razvijajo svoje talente, da pravzaprav na ta način delamo nekaj, kar koristi vsakemu izmed njih in nam vsem skupaj. To je velik potencial. Predsednik Republike Borut Pahor je izpostavil, da so vztrajni in uspešni športniki invalidi vzorniki za celotno družbo. Vsi, ki imamo nekaj več politične in gospodarske moči in tudi odgovornosti, da bomo pri svojih ravnanjih storili vse za to, da ta navdih in ponos ne bo prezrt. Pahor se je v imenu državnega vrha zahvalil vsem invalidom in tistim, ki skrbijo za njihovo vključevanje v družbo, ter zagotovil. Danes je dan, ko smemo in oceniti in izreči našo pripravljenost, da bomo glede tega storili vse, kar v naši moči, da bi glede enakih možnosti storili korak naprej. Mislim, da za to pogoji so, tako kot vedno, pa je seveda treba znotraj realnih možnosti, ne samo fiskalnih, ampak tudi drugih, doseči tiste dogovore o prednostih nalogah in potem uveljaviti v naši vsakodnevni praksi. V Sloveniji se okoli 120.000 invalidov združuje v 21 reprezentativnih invalidskih organizacij znotraj Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Predsednik NSIOS je izrazil obžalovanje, da 10 let od Evropskega leta invalidov še vedno nimamo sistemsko urejene invalidske politike. Tudi letos lahko trdimo, da imamo sodoben sistem invalidskega varstva, da smo v tem času ratificirali pravno zavezujočo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, žal pa ne moramo več govoriti o integralni državni invalidski politiki,
in načrtnem izvajanju te konvencije. Šuštaršič je poudaril tudi, da NSIO skrbi zmanjševanje sredstev, ki so namenjena fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. S tem je ogroženo nadaljne delo invalidskih organizacij, ki skrbijo za preko 120.000 članov. Zaključil je z mislijo, da je v zaostrenih finančnih pogojih izvrševanje konvencije o pravicah invalidov resda velik izziv, vendar posvetovanje z reprezentativnimi predstavniki invalidov v procesih odločanja po načelu nič o invalidih brez invalidov ne terja nikakršnih finančnih sredstev, temveč le miselni preskok. Kupovanje izpitov v avtošolah naj bi bilo v modi nekaj zadnjih let. Nekdanji direktor direktorata za upravne notranje zadeve Dušan Vučko pravi, da je bil z nekaterimi nepravilnostmi seznanjen. Kar je bila moja pristojnost je, da sem usmeril nadzor svojih sodelavcev v tiste avtošole, za katere smo dobili obvestila. Moja glavna preokupacija v tistih 2 letih, ki sem bil na ministrstvu, pa je bila, da smo poskušali zakonodajni okvir narediti čim boljši. Kljub ugotovljenim kršitvam pa Združenje šol varne vožnje pristojnim organom nikoli ni podalo prijave. So pa zadnjih 30 let z dopisi opozarjali na probleme pri nadzoru, na neusposobljene inštruktorje varne vožnje in člane izpitnih komisij, na pomanjkljiva usposabljanja, nelojalno konkurenco in tako naprej. Če se pa opozarja, da gre za nepravilnosti ali znotraj šol, ko govorimo o nelojalni konkurenci in tako naprej, je pa, se pravi, odgovornost vsekakor tistih, ki nadzirajo sistem. Po podatkih Evropskega statističnega urada je na evropskih cestah vsak dan 75 mrtvih in 10-krat toliko poškodovanih. Najpogostejši vzroki pa so alkohol, neprilagojena hitrost, vožnja skozi rdečo luč in podobno. Pri nas pa varnost na cestah dodatno ogrožajo osebe, ki so vozniški izpit kupile. Zaradi neprimernega nadzora je do takih kršitev prihajalo v 26 avtošolah. Od njih naj bi v zadnjih letih vozniško dovoljenje ali potrdilo o opravljenih izpitih varne vožnje na nezakonit način kupilo kar 8.000 oseb. Mi lahko menjamo vlade pa ministre, pa lahko odstopijo vsi po vrst. Rezultatov ne bo, ker kaj bomo ugotovili? Pod vsemi odgovori in pojasnili in tolmačeni, povsod so podpisani eni in isti uradniki. Iz večine teh odgovorov uradnikov, ki jih imate, izhaja, kako se nekaj ne da. Ja, saj vemo, ampak nam to pravilnik ne dopušča. Pristojni trdijo, da bodo vse primere raziskali, krivce kaznovali, sporno pridobljene dokumente pa razveljavili. Avtošolom, ki so kršile zakon, pa bodo odvzeli dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Isto velja za izpitne centre. Za zdaj v javnosti še ni seznama avtošol, ki spoštujejo zakon. Zato se izogibajte tistim avtošolam, ki ponujajo brezplačne CPP-je, pravi direktor Agencije Republike Slovenije za varnost prometa Igor Velov. Če se izkažete, da opravljate postopek za pridobitev vozniškega dovoljenja prav na eni izmed avtošol, ki so kršile zakon, vam bodo vse prevožene ure priznali. Teže pa je za vse tiste, ki so kupili 20 ali 30 ur vožnje pri avtošoli, ki je 14 dni zatem izgubila dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Vračilo denarja v teh primerih ni zagotovljeno. V umetniškem društvu Čarobna dežela so se vprašali, kako opero in balet približati mladi publiki.
Uspelo jim je s priredbo baletne predstave Pepelka, ki si jo je od premiere 16. marca letos ogledalo že okoli 15.000 otrok, vzgojiteljev in staršev po vsej Sloveniji, med njimi tudi učenci Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Pripravili smo vzgojno-izobraževalno baletno predstavo Pepelka, ki je namenjena otrokom od 3. leta dalje. Da plese predstaviš otrokom pomeni, da moraš zgodbo prikazati malo drugačen način. Ker je to vzgojno-izobraževalna predstava, smo naredili tako, da smo v predstavo vključili čarovnika, ki je motivacijski element za otroke, kajti problem baleta in opere je ta, da je za otroke zelo dolgočasen, predolg in čarovnik v predstavah Čarobne dežele je tisti motivacijski element, ki otrokom vseh 45 minut vzbuja in motivira, da si predstavo ogledajo. Balet Pepelka je sploh prvi balet v Sloveniji, ki je bil kadarkoli prirejen razumevanju gluhih in naglušnih. Vprašali smo strokovnjake, doktorje, ki so že dalj časa prisotni, staroste slovenskega baleta in opere, in so rekli, ne, tega ni še nihče naredil. Baletna predstava Pepelka je drugačna od ostalih baletnih predstav, ker je to vzgojno-izobraževalna predstava, ima več govorjenega besedila, kajti drugače otroke ne bi morali razumeti. In ravno zaradi tega smo se odločili, da balet približamo tudi gluhim in naglušnim, in zato smo povabili tudi gluhe in naglušne, da si ogledajo predstavo in s pomočjo tolmačke spremljajo. S pomočjo gradiva, ki smo ga pripravili, da se že prej pripravijo na predstavo. Osebno menim, da so kulturne prireditve slabše dostopne osebam s posebnimi potrebami. Čeprav v nacionalnem kulturnem programu piše, da je treba več sredstev namenjati tem, upamo, da bomo v Čarobni deželi in mini teatru in ostalih dobivali več sredstev, in saj se trudimo, da bi vso kulturo približali ne samo otrokom, ampak tudi otrokom s posebnimi potrebami. 4. decembra si je balet Pepelka v 4 ponovitvah ogledalo kar 2000 otrok. Vstopnice za socialno ogrožene sta prispevala Cankarjev dom in Ministrstvo za kulturo, da bi vsaj v tednu kulture, ko se spominjamo Prešernovega rojstnega dne, lahko rekli, da je kultura dostopna vsem. Sedaj pa k rubriki Nasveti. Ali vas rado zebe v noge? Povedala vam bom trik, s katerim lahko odpravite mrzle noge. Proti mrzlim nogam pomagajo losjoni, ki pospešujejo prekrvavitev in vsebujejo zelišča, ki ogrevajo organizem, na primer ingver, čili in cimet. Z oddajo smo prišli do konca. Če vas kaj zanima ali imate morda kakšno vprašanje, nam pišite na elektronski naslov. Mi pa bomo poskušali najti odgovor, ki ga bomo predstavili v oddaji. Lepo se imejte in nasvidenje.